mreže imajo lahko zelo velik pomen pri tem, da skupaj združijo potenciale raznih nevladnih organizacij, ali majhnih ali velikih, da ustvarijo neke dobre zgodbe, da se iz tistih majhnih, nekdo dela tam, ustvari skupna zgodba, da skupaj nastopijo v nasprotju do svojih najrazličnejših deležnikov, pa naj bo to širša javnost, naj bojo politični odločevalci ali pa ljudje, posamezniki, uporabniki. Vsebinske mreže si želim, da sooblikujejo skupaj z državo takšno strategijo, ki bo nadgradila njihovo dosedanje uspešno delovanje, ki bo na eni strani odgovorila na vse izzive, potenciale, na katere lahko odgovorijo, in na drugi strani tudi opredelila konkretno, kakšna sredstva bodo za upravljanje teh dejavnosti dobila od države. Danes podpisujemo akt o ustanovitvi konzorcija vsebinskih mrež. Dejansko verjamemo, da če nas bo več skupaj, je sploh možno, da smo slišani in pa, da smo močni, da lahko karkoli uspemo. Prišel je čas sodelovanja, ne tekmovanja, in to smo vsebinske mreže spoznali in želimo tudi na ta način pokazati in dokazati tudi drugim, da zmoremo sodelovati, ne glede na to, s kako različne sfere družbene pokrivamo. Nekako to so ta izhodišča, okvirna izhodišča, ki smo jih oblikovali tudi nekako v okviru konzorcija, ki so, še enkrat povem, okvirna, in želimo tudi v tem popoldanskem delu ta stališča nekako, da se dopolnijo, da dobijo nekako širšo možnost vpogleda, kritike, dopolnitve. Potem pa jih želimo predstaviti tudi Ministrstvu za javno upravo in pač organom, ki bodo sprejemali strategijo in da nekako upoštevajo tudi vsebinske mreže kot pomembne strukture in seveda za dobro delo nevladnega sektorja in državljana. Na ta način je v strategiji potrebno premisliti, kako lahko vsebinske mreže čim bolj polno pomagajo sektorju, tako v povezovanju kot v različnih oblikah podpore, iskanju rešitev, iskanju povezovanj in sodelovanj z javnim sektorjem. Največje priložnosti so močen, okrepljen steber, ki ga predstavljajo vsebinske mreže, ki bo nudil na eni strani nevladnim organizacijam zagovorništvo, povezovanje, na drugi strani pa državo, dragocenega sogovornika pri sprejemanju politik, pri urejanju, družbenih problemov, izzivov, in mislim, da na to moramo nasloviti, na ta vprašanja moramo v strategiji tudi odgovoriti. Sam De Bono, mislec o razmišljanju, je rekel stvari, zato da lahko premikaš stvari na bolje, rabiš imeti samo roko. Moraš delati za družbo, se pravi biti ok za družbo, stvar, ki jo delaš, mora iti v pravo smer, morajo biti spoštovanje, se pravi, mora biti konstruktivno delovanje in pa mora tudi od tega, da ima družba, moraš tudi ti imeti nekaj od tega. Moja misel je v tem smislu, da zelo velikokrat pričakujemo, da se določene stvari zgodijo same po sebi. In da delovanje vsebinskih mrež ne bi potrebovali, kolikor bi bil nevladni sektor v Sloveniji dovolj močen. To pa ni. Ravno zaradi tega potrebujemo vsebinske mreže še naprej.